Dobro jutro vsem skupaj. Trenutno smo na enem izmed najbolj norih krajev na svetu. Tukaj zadnji imamo nekaj pravih legend, fantje. Ampak najprej, preden vam predstavim te fante, vam želim pokazati, kje smo. Hvala Bogu za ta trenutek, to je noro. O, moj bog. Vidite lahko, da so tik za menoj ogromne naftne ploščadi. In dejansko smo trenutno v Mehiškem zalivu, kjer se odpravljamo na eno noro misijo podvodnega lova. Rad bi vam predstavil legende, s katerimi bom dejansko prespal na teh naftnih ploščadih to noč. To je kapitan Jack Sparrow. On dejansko živi na Floridi in me je povabil sem, da bi skupaj potapala okoli teh naftnih ploščadi. Torej, današnji načrt napada je pripravljen. Upam, da mi boš lahko pokazal te vode. Hej, brat? Ja, pripravil sem nekaj, kar ti bo odpihnilo misli. Ničesar takega še nisi videl, kjerkoli si se potapljal po svetu. Prav? Res sem navdušen, fantje. Ogromne naftne ploščadi so tukaj. Imamo pa tudi še nekaj drugih legend. Kaj dogaja? Jaz sem Drake. Imamo Drakea. On je dejansko kapitan te ladje tukaj. Pravi mojster potapljač tukaj. Ne udari si glave ob napravo. Predstavi se, brat. Sem Jake, sem sam tukaj, da Posnamem nekaj. Rich. Če bom imel srečo. Ta tip gre ven, da bi imel srečo. Torej, fantje, a ne poskušamo vsi imeti sreče ob vsaki priložnosti? V redu, fantje, ostanite z nami, ker vam bom kasneje pokazal, kje bomo spali in tudi kaj bomo jedli. Na tej misiji dobesedno nimamo hrane. Torej, fantje, moramo si priskrbeti nekaj hrane. Prav. Jaz sem že zdaj lačen. Katero vrsto danes lovimo, fantje? Kaj stov dobimo v teh vodah tukaj? V glavnem, črni hlastači, lahko so pasji hlastači ali mangrovski hlastači. Imamo tudi kobijo. Torej, imamo tukaj veliko izbire. To je nekaj, česar še nikoli nisi videl. Prav. Udobno sem se na mestu tukaj zadnji. Postajam res len. Vidite lahko, sem bom kar tukaj na mestu. Ej, prijatelj. Mi veliko. Ja, zdaj sem. Prekletstvo. Fantje so pripravljeni. Gledam, fantje. Prav. Skočil bodo v vodo, fantje. Želim te peljati naprej in ti pokazati točno, kje bomo potapali. To je dobesedno tisto, na čemer smo danes zjutraj odšli ven. Bila je približno 2,5 uri dolga misija. In to je naftna ploščad. Torej, očitno tukaj črpajo nafto, plin in vse take stvari. V bistvu, fantje, to ponuja naravno strukturo, tukaj sred ničesar. Vidite, da dobesedno ni nič okoli nas razen tega. In kar se zgodi je, da pridejo vse majhne ribe in začnejo jesti vse alge in vse, kar začne rasti na stebrih. In potem pridejo velike ribe in požrejo vse male ribe. In to je tisto, kar iščemo. Upam, da bomo ujeli kakšne prave pošasti, ki jih bomo kasneje lahko imeli za večerjo. Tak sem navdušen zdajle, ne vem, če opazite. Pravzaprav še sploh nisem šel v vodo, pa je eden od fantov že ustrelil noro ribo. To je čudovito. Poglejte to ribo tukaj, fantje. Juhu! O, poglej tisto liso v obliki solze. To je noro, brat. To je dobesedno kot Mango Jack. To je v bistvu točno to, kar ima Mango Jack. To je dobro upravljeno, brat. Ja, stari. To je noro, malo hucka tudi do moji maski. Gremo loviti kakšno ribo, fant. Gremo. To je noro. Kaj? Zdaj bomo zaplavali do tiste naftne ploščadi. Me poskušaš uviti, Ana? Ja, videti boš kar napeta. Ja, seveda, ja. Dobra poteza. To je noro, prijatelj.
Poglej to tam. To je čudovit mangrove snapper ali mangrove jack. Wow. To je neverjetno. Brate, imel je največja ramena, brate. Cobia! Cobia! Imam kobeja na sebi. Veliki bicepsi, veliki kobe. Iz česa so narejene sanje, fantje? Ravni križanja so trenutno na vrhuncu. Poglej to stvar. Ogromen mangrovski jack. Ta stvar je nora. Vidite, da so to v bistvu alfa primerki teh razbitin tukaj. Samo posedajo okoli vseh pilotov. In ko vsa vaba plava mimo, uporabijo ta velika usta in samo udarijo. Preprosto zgrabijo svoj plen. Torej, dali bomo to stvar na led. Ampak tole tukaj, to bo zagotovo hrana za kasneje. 100%. To je tisto, iz česar so narejene sanje. Prav tam spodaj jih je dobesedno na stotine. Tako sem ti rekel in mislil sem, da bom diskreten. Pozdravljeni. To je neverjetno. V redu, upam, da bo tole kasneje neki hrane za naju, ampak še vedno moram ugotoviti, kje bova sploh spala in podobne stvari. Prijatelj, to je šele začetek, človek. Wow. V redu. Komaj čakam, deva to spraviti na led. Gremo. Fantje, pravkar sem se naučil precej drage lekcije. Potapali smo se na tisti zadnji lokaciji in ustrelil sem tisto noro ribo. Navdušenje je bilo na vrhuncu, kot veste. Bil sem tako navdušen, da sem izpustil svojo harpuno. In ja, pravkar sem ugotovil, da harpune dejansko potonejo, ko na njih ni ribe. Torej, kako globoko je tukaj? 100. In je kot je 10 čevljev tega. 10 čevljev tega, 100 čevljev globoko. Možnost, da to najdem, je praktično nična. Nič. Ni nobene možnosti. Ja, nobene možnosti. Poskušam zadržati solze. Izgubil sem svojo harpuno, fantje. Ampak to samo dokazuje, da se vse zgodi z razlogom. Torej, to samo izgovor, da si kupaš novo harpuno, kaj? Ja, eno ima že na poti. Ja, upajmo. O moj bog, fantje, spredi imamo tigrastega morskega psa. Živjo! Ja, poglejte ga tukaj. To je noro. Približne se, poglej to. Gledaj si, ordi, to je noro? Ja, brat, to je noro. V redu, gremo jih prestrašiti. On je še mladič, brat.
Prekleto človek. Ravno sva skočila noter, da bi poskusila plavati z njim, ampak mislim, da sva ga prestrašila in je odplaval stran. Ampak to je bil eden najbolj norih mladičev tigrastega morskega psa, fantje. Videli ste njegove barve, ima res noro vzorc na sebi. Mislim, da so to eni mojih najljubših morskih psov. Veš, rado sem fantom govoril, včasih ne opaziš, kako poseben je trenutek, dokler ni popolnoma mimo. In mislim, da je to eden tistih trenutkov zdaj. Imamo res nor dan. In s pravimi legendami sem v tuji državi tukaj za neki Američani, ampak v bistvu smo ob Mehiki, v Mehiškem zalivu. Tako da ja, to je noro, stari. To je kaj san. Hvala ti Bog za ta trenutek, to je noro. Prav vidite, da sonce zahaja za obzorjem, imamo še zadnjo naftno ploščad tukaj pred nami. Videli bomo, če lahko pripravimo kakšno večerjo, to je prvo, pa ugotovimo, kje za vraga bomo spali. Kaj pravite, fantje? Ja, ne vem, kje za vraga bomo tukaj spali. V redu, fantje, trenutno čistimo te ribe. In ena najbolj norih stvari je pravkar prišla iz njenega želodca. To je piščančja rebrna kost. Prav tam. Torej so delavci na teh naftnih ploščadih očitno samo vrgali to čez rob in potem so te ogromni mangrovski ostriži to kar tam pograbili in to je dejansko bilo v njegovem želodcu. To je res noro. Kar bomo naredili je, da vam bom hitro pokazal, kako bomo to očistili. Torej, kar bom naredil je, da bom začel tukaj spodaj pri plavuti, nato bom šel gor proti ramenu, takole, in potem samo obrnem in potegnem nož čez celo dolžino. Samo počasi prebadam kožo. Samo vodim nož vzdolž nje. Potem bomo tukaj samo dvignil in počasi olupil stran, takole. Počasi poskušam ohraniti čim več mesa. Grem ven pa repu, tako, čez rebra, ja, točno tako. In to tukaj, to je naš obrok. Vidite, to je neverjeten file mangrove jacka. Hitro bom odstranil kožo, to je koža, se je znebimo. To bomo shranili, dokler ne pridemo na te ploščadi, potem pa bomo nekaj tega pojedli. Ampak to je neverjetno, človek. Prav, mislim, da je čas, da najdemo kraj, kjer bomo danes spali. To bo noro. Gremo. Prav, fantje, pravkar smo pristali na naftni ploščadi. Poglejte to. To je res noro. Dodali so dodatno rešetko. Samo zato, da to zavarujejo, ker je vse zarjavel. In to je noro. Hodimo čez tole prav zdaj. To je res noro trenutno. Ne morem verjeti, da bomo dejansko preživeli noč tukaj gor. Wow, stari, to je noro. Vidiš, to je kaj alarm. Čas je, da gremo noter. Uglej te stopnice, stari. Smo na vrhu tukaj, fantje. Smo na vrhu. To je noro. Stari, to je res noro. Stari, držim si ušesa. Ta hrup je tako... To je res noro zdaj, fantje. O, moj bog. Prav, to je dejansko odprto, fantje. Poglejte to. To je kot skladiščna enota. Ja, je kot delavnica. Zdaj bomo seveda spoštovali ta prostor, ne bomo vzeli ničesar, 100% razen, če res ne bomo potrebovali. O, moj bog, to je zabavno. Daj no. To je tako strašljivo, stari. Zjutraj bo noro, stari. Dobesedno smo na vrhu. O, moj bog. Tako je. Zoprno. Dobesedno smo na vrhu te preklete stvari. Tukaj bomo spali, vidite lahko, dokler na nas ne pristane helikopter. Ja. Mislim, da je to za nocoj, brat. To je to. To je edini kraj tukaj. Ja. Prav ne vem, če lahko vidite, ampak to je rob tam. Če pademo čez, smo dobesedno mrtvi. Tako da moramo biti zelo previdni, da ne pademo čez, ampak ta razgled je noro dober tukaj zgorej. To je to zame za nocoj, fantje. Sem dobesedno na heliportu na vrhu naftne ploščadi. Jutri bo tole najbolj nor razgled, fantje. Ampak moramo tudi uživati v tisti ribi. Tako da jo bomo malo vzeli ven. To bo moja večerja, do zdaj nisem jedel nič ves dan, zdaj sem res lačen. Če smo res tukaj, bo ta alarm piskal celo noč. To bo tako nadležno. Ampak tukaj smo zaradi tega, dragi. Prav, danes smo imeli enega najbolj norih dni doslej. In vidite, to je dejansko meso mangrovskega hlastača. Nimamo niti začimb, ničesar. Dobesedno smo na heliportu sredi ničesar. Nekje v Mehiškem zalivu ali nekaj tazga. Ampak tole tukaj, to je večerja. Poskusimo. O. Ima največjo lusko.
To je okusno. V redu, tukaj imamo Jacka, poskusi, brat. To je naša hrana za nocoj. Kaj misliš? Bodi iskren. Male žilavo, ampak človek mislim, da res nimamo druge hrane. Tako da je to kar dober. Kot razlog, zakaj ženske živijo dlje kot moški. In to je eden izmed teh razlogov, fantje. In to nam je všeč. Gremo, fantje. Prav, fantje, zdaj je verjetno okoli 10 tukaj, še vedno smo na naftni ploščadi. Verjetno boste vsak trenutek slišali, kako bo ta stvar zarohnela, ampak se vidimo jutri, zgodaj zjutraj, za drugi dan. To bo naporna noč. Se vidimo takrat, fantje. Gremo. Dobro jutro vam, fantje. Pravkar smo se zbudili na vrhu tega heliporta na tej naftni ploščadi in je popolnoma noro, človek. Tam zunaj imamo sončni vzhod. Tista alarm je tako nadležen, res je. Zaradi njega bom imel nočne more. Ampak poglej ta razgled zdaj. Smo dobesedno na vrhu heliporta. Tukaj je res noro. To bo eden izmed najbolj norih krajev, kjer sem kdaj spal v življenju. 100%. Poglej, imamo čoln tukaj spodaj. Fantje so v čolnu tamle. Poskrbeli so, da je čoln varen, da nas ne bi odneslo stran. In tam zunaj imamo najbolj nor sončni vzhod. Načrt za danes jutri. Vsi fantje, pripravite se. Hočemo se vrniti na čoln. Hočemo iti potapljati, pod mesto, kjer bivamo. In potem bomo videli, če lahko dobimo kaj za zajtrk. To je načrt napada. Sinoči mi je bilo tako mrzlo, dobesedno sem se tresel kot šiba na vodi. Trenutno sem tako vesel, da vidim to sonce. Malo se bomo pogreli na tem soncu, 100%. In potem, ko končamo tukaj, se bomo začeli spuščati po tej ploščadi in preverili, če lahko ujamemo kaj za zajtrk za drugi dan. Tista budilka mi tudi ni pomagala pri spanju, to je zagotovo. Kako si spal po noč, brat? Človek bil je mrzlo, malo je hladno zunaj. Brate, zgorej sem skoraj zmrznil zaradi tistega vetra prejšnjo noč, fantje. Res je pihal na polno. Kaj bomo naredili? Bomo se opremili in preverili, če lahko dejansko ujamemo kakšno ribo tik pod mestom, kjer smo včeraj spali. Misliš, da je mogoče? 100%. Danes bo polno rib kot včeraj. Ful sem navdušen. Gremo noter. V redu, fantje se zdaj pripravljajo. Hočemo jeti nekaj posebnega. Veliko kobijo ali velikega rdečega hrastača ali kaj podobnega. Moramo dobiti nekaj posebnega. Včeraj ste videli, da sem dejansko zgubil svojo podvodno puško. Niti govoriti nisem hotel o tem. Ko sem spal prejšnjo noč, se je zdelo kot prava nočna mora. Ampak smo se zbudili. Na srečo mi je Jack, prava legenda, dovolil uporabljati to čudovito podvodno puško. To je kot 120-ka z rolerskim mehanizmom od Roba Allena. Torej bomo vzeli to stvar. Upam, da bomo ujeli neki rib. Gremo po zajtrk, fantje. Se vidimo, brat. Brat! Se vidimo kasneje. Se vidimo, brat. Srečno! Na zdravje!
V redu, fantje, pravkar smo prišli iz prvega potopa danes zjutraj, mislim, da me je obkrožilo okoli 50 mangrovskih lastačev povsod. Fantje, recimo samo, da danes zjutraj dobivamo prave mojstre, fantje. Dobivamo zvezde, samo zvezde. Sami kapitalci. Ampak še vedno nimamo ribe, ki jo želimo. Želimo si veliko kobijo, idealno, ali pa nekaj res, res posebnega. Mislim, da se lahko zgodi, ampak danes imamo res čisto vodo. Obožujemo tako modro vodo, to je zagotovo. Torej, fantje, našli bomo novo razbitino, gremo na polno in velike ribe bodo končale na krovu. Gremo, stari. Ja, fantje, dobri fantje. Veste, da sem včeraj izgubil svojo harpuno. Eden od fantov je pravkar izgubil svojo GoPro kamero čez rob in zdaj je zelo žalosten. Kako se počutiš? Ni najbolje. Še vedno je svojo ribo, ampak je precej žalosten. Rad bi se zelo zahvalil podjetju GoPro, skrbijo zame, pravzaprav so me sponzorirali, da sem lahko prišel na to potovanje. To je GoPro Hero 12 in rad bi ti ga podaril, brat. To je tvoj popolnoma nov GoPro, tukaj je. Se nam to, poskrbeli bomo, da bo v njem baterija in SD kartica, da boš lahko snemal že od včeraj naprej. Brate, to je res legendarno, brate. Srečno, brate. To je noro. Človek. Seveda. Legenda, brate. Ti si pravi car. Ti fantje so tukaj v ZDA skrbeli zame. Zato pohvala GoPro, mi širimo ljubezen. Hej, fant, ta velik surovec, kot da me poskuša spakirati. Velik surovec, kot da me poskuša ugrizen, brate. Brate, kot da prihaja sem gor. Res strašljivo. O moj bog, fantje, tam spodaj je bilo res noro. Ste videli tisto pošastno barakudo. Dobesedno me je gledala, poskušala me napast. In to zato, ker sem imel to pritrjeno nase. To je v resnici moj nož, ampak vidite, da je malo bleščeč. Ta riba je dejansko privlačena k bleščečim predmetom. Tako da tole tukaj mislil bi, da je to vaba. Takoj, ko sem ga snel s pasu za uteži in ga dal nazaj v čoln, me je nehal gledati. Ampak to je bilo noro. Videli ste, da je res prihajal proti meni in potem sunkovito odplaval stran. In te stvari imajo ogromne zobe, dobesedno te lahko raztrgajo. Vesel sem, da sem odšel nepoškodovan. To je bilo pravzaprav kar malo strašljivo, ne bom lagal. Brate, pozabil je napolniti svojo puško. Brate, da je ta stojni stvar ne je ogromna. Ta stvar je tako velika.
Pasi sneper! To je pasi sneper! Hudiča, ja, brate! Ustrelil sem psa! Enega! Poglej to, brate! To je dobro! To je prava mojstrovina! Tudi strel je bil odličen! Peklensko, ja! Brate, to je bilo noro! Kolut je bil hlapen, dobesedno si me povozil! Običajno, kar poskušamo tukaj narediti, fantje, je, da zakrenemo kolute, da vas ne vlečejo okoli teh stebrov, ampak ima preprosto toliko moči. Bilo je noro, brate. Poglejte tole tukaj, fantje. Temu pravijo pasi sneper. To je ogromen mangrovni ostriž. Vidite, da ima isto modro solzo kot mangrovni ostriž. Poglej to, neverjetno je. To je pošast. Čist sem navdušen zaradi tega. Poglej krvava usta na tej stvari. Zgleda res nevarno. Prav spravimo to stvar v čoln. Dajmo to opraviti. Gremo. Gremo. Jake tukaj je pravkar ustrelil čudovito kobijo. Dvigni kobijo, brat. Lepo, dobra je. Ta je dobra. Ja, ta je dobra. To je dobro. Hočem vam pokazati nekaj res čudnega, kar počnejo tukaj. Mi tega v Avstraliji ne počnemo, nisem še videl tega. Torej, kaj je to? To je kot... Kaj je to? Vi temu pravite subnado ali kaj? Podvodni jetpack, stari. Podvodni jetpack. Naslednji nivo. V redu, uporabljajo ta podvodni jetpack in tako prideš res globoko. Hej, kaj si dobil? 106. 106? 106 čevljev, kar je kot kaj skoraj 40 metrov ali nekaj tazga. Skoraj toliko, ja, nekaj tazga. In potegnil je ven tole ogromno kobijo. Velika koba. Dobro opravljeno, prijatelj. To je noro. V redu, zdaj se bomo lotili teh tukaj. To bo naš zajtrk. Ubrisali bomo umazanijo z njih in se bomo odpravili naprej. Hudiča, ja, na zdravje, brat. Na zdravje, brat. To je tisto, o čemer govorim. Gremo, hitro bomo odstranili meso z tega modela in za zajtrk bomo imeli pravo sašimi. Vidiš, ravno reže ob hrbtenici. Meso te živali je resnično eno najboljših na svetu. Počakaj, da vidiš, kako belo in neverjetno je. Poglej, kako lepo in belo je to meso. Če lahko vidite, wow, neverjetno je. V redu, lahko to malo ubrišeš za zajtrk. Ja, lepo, lepe luske, poglej to. V redu, umilijo bomo, odstranili luske. V redu, poglej to, sreč suši za zajtrk. To je neverjetno, človek. O, to je res super, to je tako dober. Uradno nam je uspelo. Preživeli smo tukaj na naftnih ploščadih zadnja 2 dni in jedli samo tisto, kar smo ujeli. Moram izreči velik poklon vsem fantom za mano. Vi ste res legende. Pošiljamo to na obalo, ta izziv je zaključen. Rad vas vam vse, prosim, ne pozabite všečkati in se naročiti. Hvala.